Jaz se spomnim, da sem na enem odboru občinskega sveta celo se zjokal. Kaj je v bistvu najbolj drugače od tistega mladega Gregorja pred otroci in Gregorja danes? Zame je to zelo pomembno, da imam pač to jedro, družinsko jedro, ki ga seveda žena v veliko večji meri gradi. Za sinom ponavadi imava zjutrajno rutino, ko mu pripravim nekaj sadja, zmiksanega. Kaj od novomeških stvari, ki niso urejene, bi zdaj le rešili radi najprej? Lepo pozdravljeni v podcastu Dolenjskega lista. V podcastu, v katerem gostimo izjemne posameznike in posameznice, ki s svojim znanjem, delom, talenti, veščinami puščajo velik pečat v naši družbi. Današnji gost je ponosen Novomeščan, razgledan, izkušen, ambiciozen. V funkciji, ki mu jo nekateri zavidajo, drugi ga zaradi nje še posebej spoštujejo, spet tretji pa ga kritizirajo. Praktično je ves čas na očeh javnosti, zasebno pa predvsem ponosen oče 4 otrok in mož. Dobrodošel v našem studiu župan Mestne občine Novo mesto, Gregor Macedoni. Hvala za to povabilo, sem počaščen in z veseljem. Kakšno je bilo vaše današnje jutro? Sorazmerno težko vstanem, vedno jutra niso moja najpomembnejša, pa bi rekel, najbolj prijeten del dneva. Tako da sem se vstal z sinom, ponavadi imava zjutrajno rutino, ko mu pripravim nekaj sadja, zmiksanega, en smuti in skupaj spijeva. Jaz ga nekako pospremim od doma in potem sem seveda šel v službo. To vsakdanje življenje je potem med vikendi kaj drugače? Ta jutranji ritual, recimo smuti? Čez vikendi ni smutjev. Dejstvo je, da vikendi so nekako dragocen čas, ker med tednom seveda vsak ima svoj del obveznosti v družini. Dejstvo je, da je težje najti nek skupen čas, tako da predvsem vikendi so tisti, ko lahko družinsko najdemo neke skupne ure. To so potem, če se le da, si vzamem v soboto dopoldne nekaj več časa za en tak malo bolj bilen zajtrk ob časopisu, tudi pogovori, zdaj imamo že 2 študentki in seveda ob petkih se običajno vračata, smo veseli in ponosni. In ob sobotah je pač kar živahno, nas je 6 zgovornih, včasih tudi kaj več kričanja, pa smeha, pa dretje, ampak tako je, to je tisti draž družinskega življenja, ki ga zdaj že, bom rekel, na nek način že žanjemo sadove, kar smo se. K družini se bova še vrnila v nadaljevanju najinega pogovora, ste pa omenili študentsko življenje. In tudi vas je to študentsko življenje, ko ste ga seveda živeli v Ljubljani, kar dobro zaznamovalo in vam utrlo pravzaprav pot v ta svet javnega nastopanja, svet politike, svet očitkov, polemik, dilem, stalnih nekih izzivov. Se vrneva mogoče na vaše začetke. Kaj bi izpostavili, če takole zdajle rečeva, kaj je tista prelomnica v vašem življenju, ki vam je recimo res dala neko odskočno desko? Ste že takrat vedeli, da boste v takšni funkciji, kot ste danes? Mislim, da so nekateri drugi bolj vedeli, kaj bo z mano kot sam. Ampak dejstvo je, da če bi danes gledal neko pot, mogoče že moje obnašanje v osnovni šoli, srednji šoli, predvsem pa v študentskih letih, na nek način so bile te delčki, so se začeli sestavljati. Poleg tega, da sem se sorazmerno težko odločil, kaj bom šel študirati. Imel sem namreč zelo širok spekter možnih odločitev, od humanističnih, tehničnih, naravoslovnih študijev. Tako da na koncu je bil, v finalu sta bila ekonomija in elektro. Oba študija nekoliko, bom rekel, neizrazita, nekako bolj že miks več znanosti.
Dejstvo je, da potem sem se odločil najprej za sedanji univerzitetni študij, takrat visokošolski elektrotehnike, kar sem kasneje nadgradil z ekonomijo, ko sem tudi znanstveni magisterij naredil. Ampak že zelo zgodaj, to je bil v 2. letniku, sem kandidiral v študentski parlament. To je zelo naivna zgodba. Par dolenjskih kolegov, smo nekaj se enkrat hecali, menili. Kolegi so rekli, bomo podprli. In šel sem na te študentske volitve brez zaledja, brez kakšne skupine, brez da bi kogarkoli poznal. In dosegel sem najboljši rezultat na celi univerzi. In tako, čez eno leto v študentskem parlamentu sem bil že predsednik študentskega parlamenta, kasneje prvi predsednik študentskega sveta na Univerzi v Ljubljani, pa kasneje predsednik študentske vlade. Tako da moram reči, da je bilo to obdobje, v katerem sem se tako kot danes kot župan srečeval z ministri, pregledoval oziroma lobiral v državnem zboru, se udeleževal tam sej. Tako da moram reči, da to je bilo res nekako tlakovana, bi rekel, ta moja županska pot. Čeprav je pa res, da po študentskih letih pa nisem želel vleči znotraj teh študentskih organizacij nekih subjektov poslovnih študentske organiziranosti svoje delovanje. Sem šel v službo, gospodarstvo, vendar sem skozi ohranjal nekako ta javni del. Bil sem aktiven v odborih občinskega sveta v Novem mestu, spremljal tudi nacionalno politiko. Tako da potem je spet prišel nek trenutek, ko se je to malo premešalo. Tako da nekako, če citiram nekdanja direktorica Trima, mi je nekoč rekla: Gregor, vi ste lahko na obeh straneh, v javnem in v zasebnem, povsod ste lahko uspešni, želim pa, da izgubite vsaj za en glas, zato da boste ostali pri nas v Trimu. To je ena taka lepa popotnica. In v bistvu tudi pohvala za vaše delo. Kaj je tisto, kar vam recimo res laska v življenju ali pa kar vam resnično veliko pomeni z vidika teh uspešnih projektov oziroma tega, kaj je pravzaprav za vas uspeh? Oziroma, če bi zdajle rekla, da je treba izbrati eno ali dve stvari, kaj je tisti vaš največji uspeh zdaj? Mislim, da je nekaj, kar dejansko v praksi živi. Se pravi, ko se sprehodim ob brveh ali ob Krki in vidim, da ljudje uporabljajo recimo nove brvi, ko grem v plavalni kompleks v Češči vasi in vidim, da je bazen poln in da tam slišimo res tak živahen otroški smeh. Če gledam popoldne, recimo na sončno popoldne, glavni trg, ko se tam podi 10-15 otrok za žogo ali pa pleza po igralih. To so stvari, ki po mojem mi najbolj iskreno povedo, da je bilo nekaj prav narejenega. Priznam, da laska tudi, ko dobiš kakšno priznanje od drugod. Lansko leto je bilo prav izrazito, da smo dobili nekaj mednarodnih nagrad, nekatere tudi jaz osebno. Ampak predvsem, ker gre to za okolje in ko v 500 kilometrov od Novega mesta poslušaš o tem, kako je Novo mesto v zadnjih desetletjih doživelo nek razvoj in preporod. Mislim, da to je neka taka osebno zadovoljstvo, ki v tem ga čutim. Zdaj, seveda, besede pa vedno z nekoliko filtra jemljem, čeprav verjamem, da številni to iskreno povedo, ampak zavedam se, da sem zdaj na funkciji in da se ljudje do mene drugače obnašajo kot nekoč, ko ne po funkciji. Če sva pa že omenjala uspehe in ta dober občutek, vsekakor pa uspešne kariere, uspešnih poti ni brez padcev. Kako ste v življenju doživljali poraze, kaj si mogoče štejete za svoj največji poraz in kako ste se pobrali? Recimo, zame je bil tako hud poraz takrat, pa tudi taka močna
močna učna ura, ko sem recimo kot študentski aktivist Društva novomeških študentov, ne, pač kot ustanovni predsednik in v tistih prvih letih, ko smo se z občino že vse dogovorili, da bomo naredili mladinski klub v kletih prostorih doma JLA tedanjega, ki je bil že prazen in predan občini. In so bili prazni prostori nekdanje restavracije in kuhinje. No, in vse je teklo v smer, da začnemo z urejanjem teh prostorov, ko je seveda prišla tudi neka druga zgodba, zgodba urejajočega visokega šolstva v Novem mestu, in takrat je pač Visoka šola za upravljanje in poslovanje dobila koncesijo s strani države in so seveda potrebovali prostore, ne, in te prostore so gladko, bom rekel, tako kot buldožer speljali iz rok študentov. Moram reči, da takrat, ko sem videl obnašanje te politike občinske in vseh teh, ki so danes govorili nekaj, jutri pa drugače, me je zelo prizadelo. Jaz se spomnim, da sem na enem odboru občinskega sveta celo se zjokal, ne, se pravi, celo solze sem imel na uradnem sestanku. Ampak tako sem pač doživljal, res zelo čustveno. Ampak to so stvari, ki te potem naučijo, ne. Spoznaš, da so interesi, da so včasih prioritete nekaterih drugačne, tudi iskrenosti je nekoliko manj v tem javnem življenju. Ampak seveda greš naprej in mislim, da smo pa tudi iz teh izkušenj še kaj naredili boljše, kot bi sicer. Kaj pa mogoče te vaše izkušnje in vse to znanje, ki ste ga dobivali skozi najprej svet gospodarstva oziroma še prej v študentskih letih, potem skozi gospodarstvo in zdaj v času, ko ste tretji mandat poteka vašega županovanja, kako otroci gledajo na to? Mogoče, ne vem, te vaše izkušnje, a kdaj poveste otrokom kakšno to svojo lekcijo? Zdaj verjetno že, ko so tudi oni v tej fazi odraščanja, da se lahko oni tudi naučijo iz teh vaših padcev, vaših napak, zagotovo tudi vi ste sigurno kakšno naredili. Kaj jim rečete? Oziroma na kakšen način mogoče poteka ta komunikacija znotraj družine, ker tam pa vendarle ste najprej oče? Zdaj, glede tega je moja prva misel, da vedno imam nekoliko strah, koliko vpliva ta moja funkcija in ta moja izpostavljenost na otroke. Moram reči, da niso nikoli prišli iz šole pa rekli, nekaj je bilo negativnega. Tako da to sem bil nekako vedno pol pomirjen, da ta del, ne vem, ali zato, ker seveda nisem jaz tako izpostavljen, da bi sprožil neke negativne sovraštva v družbi ali karkoli. Ampak moram reči, da otroci so nekako to sprejemali, nosijo v sebi, seveda si iskreno želim, da ne s kakšno travmo, ne, seveda tudi to je eno od tistih glavnih ogledal, da si včasih rečem, delaj vodi to občino tako, da bojo tvoji otroci nate ponosni, da bo to nekaj, kar bo za njih naredil, ne. To je eno tako zelo močno vodilo, ki ga lahko uporabljaš ali pa si ga zastaviš. Tako da tudi moje, bom rekel, očetovstvo, ker seveda je časovno precej manj prisotnosti, je bolj zgledom, ne. Torej, včasih verjetno tudi vsega ne povem, vsega ne prenesem. Je pa res, ne, da zdaj, ko so malo starejši, se tudi pogovarjamo, tudi kakšno zgodbo povem, tudi oni presenečeni ugotovijo, kako smo si podobni. Včasih jaz presenečeno ugotovim, ne, vem, da je Vinči Vukanžlova enkrat rekel, moja draga fotokopija za hčerko, ne. Mislim tako, ne, pri 4 otrocih res vidiš ta čudovit splet različnih karakterjev, ne. Predvsem pa odkrivaš marsikakšno stvar, ki seveda veš, da je tudi tvoja. No, ravno to sem želela reči, otroci nam postavljajo ogledala praktično vsak dan. Kaj se vi lahko od njih na recimo vsakodnevni ravni naučite? A kaj zdaj s tistimi, ki so v Ljubljani med tednom, ki študirajo, niste vsakodnevno res v istem stanovanju, ampak vseeno, ne? Ja, predvsem lahko vidim
kako je današnji svet drugačen. Ne. Se pravi, skušam se učiti, da razumem, kaj se tudi v svetu in družbi spreminja. Ne. To seveda so razlike. Na koncu včasih je res tako malo se spremeni v svetu, pa tako veliko. Ne. To je zdaj tista krutost. Ne. Ljudje smo še zmeraj tako zelo nebogljena bitja z vsemi slabostmi in težavami in tudi radostmi. Na drugi strani pa seveda te okoliščine, globalizacije, medijske izpostavljenosti, družbenih omrežij in tako naprej, so tiste elementi, ki soblikujejo naš vsakdanjik. In moram reči, da to je tisto, kar najbolj se učim, no, preko otrok, ko vidim. Drugače pa moram reči, da seveda ponavadi izhajaš iz nekih lastnih izkušenj, trudiš se, da tiste stvari, ki so tebi pomembne, ki si se jih naučil, tudi prenašaš ali pa na nek način dosledno uveljavljaš pri vzgoji. Bi se mogoče vrnila še, če sva že omenjala zdajle otroke pa družino, kakšno je bilo pa vaše otroštvo? Kakšne imate spomine, kaj bi mogoče izpostavili, pa je danes resnično popolnoma drugače, poleg seveda že omenjenih družbenih omrežij oziroma digitalizacije. Kakšni ste bili vi kot otrok, a so tudi vaši otroci danes takšni? Kakšne lumparije ste kaj počeli, pa jih oni mogoče niti pod razno danes ne bi naredili, recimo, ker ste rekli, ne, to pa res ne ni treba narediti? Glede lumparij se mogo še kaj spomniti. Drugače, jaz mislim, da sem bil en tak verjetno tipičen, povprečen novomeški otrok. Starša sta bila oba, bi rekel, priseljenca v Novo mesto iz okolice, torej kak smo vsi šmareškega porekla, iz mame in oče sta iz Šmarete. In seveda, to je bila generacija, ko so se te naša velika podjetja gradila oziroma širila, krepila. Oba starša sta bila krkaša. Torej, veliko je bilo v tej okolici tega zelo podobnih otrok. Živel sem na mestnih njivah, v bližini sem imel tako osnovno šolo kot gimnazijo, torej ta moj obseg gibanja je bil sorazmerno majhen, potem sem imel še krog župnije na Kapitlu, kjer je bila spet neka družba. Torej, predvsem je bilo kar nekaj teh krogov, se pravi nekaj na ulici, potem nekaj v šoli, nekaj v župniji. To se mi zdela neka kvaliteta, da imam res kar nek širok krog ljudi okoli sebe. Hkrati smo bili še zelo povezani v tej družinski plati z vsem sorodstvom prek Šmarete, torej tistih dva strica, ki sta tam živela, in vsi tisti strici in teti, ki so bili v Ljubljani in so se tudi zelo pogosto vračali. Tako da sem zelo veliko vikendov preživel v tem okolju, se pravi, malo bolj podeželskem, kmečkem, tudi to so tako zelo lepi spomini. Ta del, recimo, mojim otrokom po mojem danes manjka. Se pravi, nekoliko tudi tistega fizičnega udejstvovanja, tega, bom rekel, kar je sigurno nek odmik od družbenih omrežij, spleta in tako naprej. Sem pa vesel, zdaj recimo najmlajši sin, 11-letnik, ima zdajle recimo zelo kar eno široko družbo na ulici, se zelo pogosto igrajo nogomet, hodijo, skrivajo, tako naprej. Tako da to je luštno gledati in to je, mislim, da tisto, kar je res nekaj, kar otrokom res pripada in jih krepi. Tako da mislim, da ta otroštva so sorazmerno podobna, drugi časi, druge navade. Tudi, bom rekel, verjetno to moj starševski način je tudi povzet po mojih starših ta karakter prodornosti, prav gotovo malo bolj po mamini strani. Oče je bil en tak zanesljiv, priljubljen človek, ki je tudi
zelo veliko delal, tudi čez vikende sem hodil z njim. Tudi jaz moram reči, da tudi na županske stvari sem pol otroke s sabo jemal. Tako da nekako ta vzgoja z zgledom, no, je tudi tisto, kar sem jaz dobil, pa verjetno tudi jaz predajal. Ste bili upornik kot otrok drugače? Se spomnite kakšnega takšnega trenutka? Ali pa recimo bi lahko rekli, da ste bili bolj umirjen? Ali ste vendarle že takrat, bom rekla, želeli biti opaženi, želeli imeti možnost vplivanja, odločanja, spreminjanja? Ne vem, če je bila to želja, ampak to je nekaj, kar je v človeku, ne. Zdaj, zelo se spomnim, da nisem prenesel krivice. Se pravi, da mi je nekaj, kar je bilo po moji oceni krivica, me je zelo bolelo, ne, in to je bilo tisto, kar sem tudi se včasih spomnim, sem se kar nekaj kregal, kaj je prav, pa kaj ne, kar nekimi starejšimi. Pač tudi bil sem v razredih predsednik razreda kar nekaj let in osnovni in srednji šoli. Tako da to je nekaj, kar zdaj težko rečem res, ali je to iz neke želje ali iz neke notranjosti, ampak kaže, da je to nekaj, kar me je zaznamovalo. Zaznamoval vas je tudi šport. Večji del življenja, praktično ste v bistvu še zdaj aktivni, samo malce se je spremenilo, verjetno, koliko časa še lahko igrate košarko. Kateri športi so zdaj tisti, ki so vam mogoče najbolj blizu, in na kakšen način se v bistvu sproščate? Ker šport sigurno je, jaz vedno pravim, antistres terapija. Res je, šport je pomemben, gibanje je pomembno, no, to opažam, počutje, kondicija, vse je s tem prepleteno. Zdravje, ne. Dejstvo je, da nikoli nisem športa treniral ali pa bil tako aktiven, da bi s tem res želel dosegati neke vrhunske rezultate, neke se tekmovalno udejstvoval. Sem pa že od malega bil vedno zelo široko aktiven rekreativni športnik. In to nekako ohranjam, no, kolikor se da. Ta trenutek je najbolj redna dejavnost tenis. Prav vsaj enkrat tedensko se igra tenis, potem je tukaj tek, no, ki pa seveda čisto pozimi. Ni toliko, ne ustreza, nisem toliko zagnan. Košarko sem pa po zadnji operaciji kolena nekako pustil. Je pa res, da zdaj, ko je sin me je skoraj dorastel, ne, starejši, in je zdaj me malo spodbuja, da greva kdaj skupaj na kakšno tekmo z novimi kolegi, no. Tako da malo tega tveganja zdaj nazaj vračam, tudi glede na stare kolege. Kako pomembno se vam zdi, da si v tem hitrem tempu življenja znamo vzeti čas zase? Ni pomembno zdaj, koliko časa, ker če je hiter tempo, če so obveznosti, zagotovo, ampak kako vam je to pomembno in kaj naredite, ko ste recimo sami s sabo? Ja, to je zelo zanimivo vprašanje, ker verjetno danes nas svet nekako vleče stran od tega, da bi znali biti sami s sabo in nekako v skladu s sabo. Tudi sam sem, moram reči, nekako po fizionomiji in prej nagnjen k temu, da rabim nekoliko adrenalina, ne, se pravi skozi neko dogajanje. Tako da težko rečem, da to naredim dovolj-krat, ne, in na dovolj različnih načinov. Sigurno je, da mi zelo veliko pomeni recimo stvari, kjer si bolj v stiku z naravo, ne, recimo od takih odklopov športno-rekreativnih, so to prav gotovo hribi, se pravi gore, ali pa recimo jadranje, ne, torej nekje, kjer majčkeno ponižnosti dobiš do te narave in teh okoliščin, ker ni vse samo od tebe odvisno in kjer si popolnoma gospodar vse situacije. Tako da recimo to so mi eni taki prijetni trenutki, drugače pa branje, no, moram reči, da branje je tisto, kjer najbolj, bom rekel, sem umirjen in kjer verjetno tudi bolj v stiku sam s sabo, no.
knjiga, ki ste jo nazadnje prebrali, oziroma zvrst, ki vam je všeč? Trenutno imam na naši omarici, mislim, da 2 knjigi, to je čas, ne vem, če ne bolj prav, da eno še ne do konca, pa drugo, ampak ena je od Ferija Lajščka, ena od te zadnja knjiga, te trilogije, ki jo je napisal, izdal pa Beletrini. Druga je pa biografija Elona Muska, ki sem jo dobil za zdaj ob novem letu. Tako bom kdo rekel, kaj bereš, tega gospoda, ki zmeraj vsem greni življenje po svetu. Ampak predvsem se mi zdi fajn razumeti to zgodbo, njegovo, odkot prihajajo te zgodbe, ki se nam danes vsem dogajajo, tudi z njegovo pomočjo. Tako da moram reči, da je kar zanimivo. No, to 2 knjigi na polici, mislim, da je čisto okej. Jaz mislim, da jih imam 10, pa jih pol sem podaljšujem, pa pol sem zbiram glede na počutje, glede na to, koliko sem utrujena, kaj mi bolj paše. Tudi kakšne knjige o vzgoji ste jih brali kdaj? Ste vi tak starš, da ste to ali ne? Zdaj se v zadnjih letih ful poudarja, ne vem, sočutno starševstvo, pa prisotnost tu in zdaj. Verjetno niste ravno na takšen način funkcionirali, da bi se poučevali, kako biti dober oče skozi knjige. Ne. Nikoli. Morda kakšno malenkost zdaj prebral, mogoče tudi zato, ker imam pač ženo, ki je iz stroke, pa bo ona kaj več vedela o tem. Tako kot sem že rekel, zdaj moj čas v starševstvu, v tem skupnem preživljanju časa je sorazmerno omejen za mojim delom. In iz tega naslova imam vedno nekoliko slabe vesti. Tako da jaz moram reči, da zdaj mislim, da seveda, to je moje razmišljanje, teorija, da je potem, ko so se v družbi številne vrednote zelo zmanjšale in niso več tako zelo prisotne, vemo, da včasih je bila družba bolj tradicionalno sestavljena, so bile neke druge vrednote, tudi ki so se absolutno upoštevale, so seveda otroci ostali kot neka zadnja absolutna vrednota. Zdaj težava je v tem, če se tej zadnji absolutni vrednoti da preveč pozornosti. In včasih sem tako rekel, saj tudi tista generacija, ki so šli čez Auschwitz, so živeli, zdaj koliko so bili ranjeni, koliko so bili, ampak nekako je bilo to tisto samo upravičevanje tudi samega sebe, če so tisti otroci, ki so mogli reči čez koncentracijsko taborišče, nekako zrastali normalne, bom tudi jaz za tem, kolikor lahko dam otrokom in morda s to vzgojo, z gledom, tudi uspel vzgojiti otroke. Pa konec koncev ne gre za količino časa, v smislu, koliko ur ste z njimi skupaj, ampak če ste, da je tisto res 100%. Kje so telefoni, ko imate obroke? So na mizi ali so pospravljeni? Večna borba, da so pospravljeni. Vedno znova sem kaj vračal na mize. Ja, to je ugledano v starševstvu. Ko seveda boš težko otroku reči, pospravi telefon, želim ga sam zraven. Vemo, da je pa vedno 1000 razlogov, zakaj moraš pa ravno takrat nekaj pogledati ali pa nekaj se informirati. Tako da, ja, velik izziv. Omenili ste že prej svojo življenjsko sopotnico, ženo Klavdijo. Spoznala sta se ne v Novem mestu, ne v Ljubljani, ampak na sončni strani Gorjancev. Kakšni so spomini mogoče na začetke nekega odnosa, neke veze in danes, ko sta že vrsto let skupaj, ko imata družino, ko ona ve, kakšno je vaše delo? Mogoče kakšna taka zanimiva primerjava, kaj je v bistvu najbolj drugače od tistega mladega Gregorja pred otroci in Gregorja danes, ko ima takšno funkcijo? Spoznali so se res ob Kolpi, bilo je neko mladinsko druženje in ona je bila še sorazmerno zelo mlada, tudi jaz seveda še, tako da sva res že kar nekaj let skupaj, poleg 25 let zakona. In dejstvo je, da jaz lahko rečem, da je fajn, ker ona ni, takrat, ko sva se zaljubila,
ni vedela, kdo sem jaz, v tem smislu nekih funkcij, nekaj karkoli. Ona je takrat razumela, da sem jaz kmet, zato ker sem na to druženje zamujal en dan. In sicer razlog je bil, da morava z očetom še neko pšenico pospraviti, ne. In to je bilo res, enkrat smo mi na eni njivci imeli posejano pšenico in je bilo treba neke žaklje nekam prenesti. In sva to skupaj z očetom mogla narediti, ampak seveda to še ni pomenilo, da imamo kmetijo in ne vem kaj. No, ampak tako je ona razumela, ne, koga spoznava. Jaz sem pa v resnici bil že takrat tudi predsednik Društva novomeških študentov, ne. Pol jesen sem že tudi kandidiral, tako kot sem prej razlagal, prvič v študentski parlament. Tako da na drugi strani pa nikoli ne more mi očitati, da ni vedela, s kom se poroča, ne. Zdaj, če bi rekla, če bi jaz vedela, kaj boš ti, ne, nisem vedela je od skoraj prvega dne, s kom ima opravka. Tako da moram reči, da v tem sva si zelo različna in jaz mislim, da je to dopolnjevanje najino ravno v tej različnosti, ne. Zame je to zelo pomembno, da imam pač to jedro, družinsko jedro, ki ga seveda žena v veliko večji meri gradi, ne, s svojo prisotnostjo, trdnostjo, čustvenim delom, ne. Tako da, se pravi, ta različnost je potem tista, ki nama ta odnos oblikuje. Nekaj sva že rekla o vrednotah, temeljnih vrednotah, ki so vam pomembne. Kaj je resnično tisto, kar bi izpostavili, da vam je v življenju največ vredno, poleg seveda zdravja? Ja, jaz mislim, da je ta okolje, domače okolje, ta družina, to, kar sem prejel od svojih staršev, kar zdaj prenašam v svojo družino, to je verjetno tisto, kar je, čemur se vedno znova vračaš, ne. Zdaj, funkcija je danes, jutri je ni, seveda, te viziji, se pravi otroci, žena, partnerstvo, to so stvari, ki nas spremljajo danes, jutri in nas bojo. So vam pomembne obletnice, rojstni dnevi, obletnica poroke? Kdaj pozabite datum ali ga veste na pamet? Vem na pamet, letos sem skoraj zamočil, ker sem že začel planirati neko pot, sicer s hčerkama, ampak ravno na obletnico poroke, ne, ampak sem zdaj že to v redu, da bo to praznovanje nekoliko zamaknjeno. Tako bom rekel, mislim, da so to pač neki elementi, ki jih moraš pač vgrajevati. Zdaj, ne bom rekel, da je to pri meni iz nekega osrčja prihaja, ampak seveda prav gotovo vem, da je to pomembno in se tega tudi držim, da je to tako izpade, ne, naša praznovanja, družinska, osebna, partnerska. Vstanete kdaj z levo nogo? Mislim, da zjutraj sem bolj ali manj pač malo, kako bi rekel, še ne čisto zbistren vsak dan, da bi pa imel neki karakterni odmik, da je danes se drugače počutim kot kakšen drug dan, pa skoraj ne, no. Mislim, da me v neko slabo voljo vedno mora neka konkretna situacija spraviti, da bi pa že vstal, bom rekel, na take, pa skoraj. Kaj pa vaš delovni dan, ko pridete v Rotovž, mestno hišo, v vašo pisarno, kaj naredite najprej? Kakšen je to, ne bom rekla protokol, ampak ste spontani, so tukaj vaši sodelavci navajeni že na neke zadeve, ki jih vi pričakujete, da vejo, da je to nekaj, kar mora biti, če ne, ne bo v redu dan? No, čaka nas ena kava, dobra, odlična kava, ki jo tajnica Danica skuha in to je sigurno tisti najbolj skupni imenovalec vsakega dne. Zdaj, 3-krat tedensko so zjutraj neki redni sestanki s sodelavci, to so pač neka rutina, utečen urnik. Drugače pa verjetno sem nagih k temu, da prehitro skočim v delo za računalnik, ponavadi so že sestanki, včasih se hecam, da imam pač ambulanto, ne, in seveda je urnik
te ambulante dokaj poln, ampak seveda to pride s funkcijo. Kaj imate raje, dneve, ko imate veliko obveznosti v Novem mestu ali službena potovanja? Moram reči, da čisto z veseljem tudi imam službena potovanja, tudi kar nekaj sem v tujini, imam eno od funkcij tudi v Bruslju, nekaj teh strokovnih ali pa partnerskih potovanj, se pravi neka partnerska mesta in tako naprej. Zdi se mi, da je prav, da greš malo po svetu, tudi zato, da se kaj naučiš, da kaj primerjaš, lahko kaj prineseš nazaj. Vedno se tudi stvari v Novem mestu vidijo z distance drugače lahko. Je pa seveda tudi veliko poti po Sloveniji do Ljubljane. Te poti lahko, če so preveč zgoščene, tudi naredijo, bom rekel, malo utrujajoče vzdušje. Tako da včasih je mogoče tega res preveč. Tako da neko razmerje med sestanki in delom v Novem mestu in temi aktivnostmi po Sloveniji pa širše. Ste si v vseh teh letih delovanja kot župan, teče 11. leto, a ne, vašega županovanja v Mestni občini Novo mesto. Je bila kdaj kakšna takšna situacija, da ste od kakšnega človeka dobili res nizek udarec oziroma nekaj, kar vas je prizadelo? Ker verjamem, da ste si že ustvarili bolj trdo kožo, da na začetku verjetno ni bilo tako enostavno se izpostaviti pa prevzeti vso to odgovornost. In v bistvu, kako ste se odzvali na te stvari oziroma kako danes odreagirate na očitke, na kritiko, ki je pač prisotna, to je dejstvo. Prej sem omenil, da ko sem kot študentski predstavnik sodeloval na občinskem organu, da sem takrat se zjokal, ko sem začutil neko krivico. Tudi danes so take situacije, pa recimo, da se mi zjokam več, se pravi, kak si utrjen ali pa to drugače predelaš. So situacije, kjer se čutiš nemočen, kjer lahko nekdo, ki bi vsi rekli, da ni prav, tudi dobiva. Moram reči, da to so recimo, kar bi pred 11 leti rekel, mislim, da sem bil pred 11 leti, pred tem samo enkrat na sodišču, zdaj recimo na sodišče hodim 10-krat letno. Še zmeraj mi največ teh prisotnosti na sodišču za stvari, ki so se zgodile pred mojim mandatom. To je ta slavna pogodba za Ritz, kjer seveda bo iz te pogodbe nekaj milijonov škode za mestno občino, pa se ne da pravno čisto nič narediti. Vemo, da je šlo za notarski zapis in da je pač to ena taka velika bribija, ki so jo določeni posamezniki speljali. Seveda je danes težko, ko so nekateri že pokojni, karkoli narediti. Ampak to so te stvari, ki seveda me prizadenejo, še vedno. Znam z njimi živeti. Na neki način pa pravim, da bom pač verjetno lahko kot župan nekaj naredil, dokler mi bo mar, dokler bom želel stvari spreminjati in dokler tudi kaj prizadeva. Prej sva se že tudi dotaknila oziroma že zdaj sva rekla spet nazaj v Novo mesto in aktualne zadeve in tako naprej. 660-letnico praznujemo od ustanovitve Novega mesta, podelitve mestnih pravic, 7. aprila, občinski praznik, ravno pravi čas, da mogoče ne bova zdaj o projektih, nisva danes tukaj zato, da bi preveč govorila o teh stvareh, pa vendarle me zanima, če bi imeli čarobno palčko, kaj od novomeških stvari, ki niso urejene, bi zdajle rešili radi najprej? Tako, brez tistih stvari, ki so odvisne od države ali od koga drugega, vi imate čarobno palčko, česa se najprej lotite? Prav gotovo je promet. Vemo, da zdaj nam res zaostaja ta prometna zgodba. In druga stvar je, kar se pa morda vseeno zgodilo letos, javna univerza.
Ja, seveda, stalno izobraževanje, tudi vi ves čas vlagate v to. A se še česa novega želite naučiti? Mogoče kakšna veščina, kakšno znanje, ki ga še nimate, pa mogoče razmišljate o tem? Ja, jaz mislim, da je učenje kar fajn, če je, pa moram reči, da je zdaj seveda bolj, tudi sam nisem bil nikoli zelo nagnjen k nekemu, bom rekel, ozki specializaciji, sem vedno nekako to generično široko znanje želel imeti, ampak stvari, ki me zanimajo, so seveda vedno povezane z nekaj zgodovino, z družbo, delno pa tudi seveda z naravoslovjem in tehniko, ne. Tako da znotraj tega se dejansko učim skozi, včasih verjetno premalo poglobljeno, ampak je tudi županska funkcija tista, ki mi omogoča, da delam res na širokem spektru področij, ne. Tako da to je nekaj, kar seveda tudi te izzive ali pa kar meni osebno predstavlja izziv. Prebrala sem v enem od intervjujev, citirali ste nekoga, ne vem točno koga, ampak ena stvar je, ki se je še niste lotili, ampak imate pa zgodb toliko, da bi se lahko. To je knjiga. A je kaj se premaknilo v to smer? A si sploh želite to? A je bilo to samo tako izrečeno pač kot nek odgovor na novinarsko vprašanje, česa še niste storili v življenju, pa bi mogoče mogli zato, da boste še bolj uspešni? Ne povezujem, da bi bila knjiga povezana z uspehom. Bolj vidim to, da se je nabralo nekaj stvari, ki pa včasih meniš, da na nekem zgoščeni obliki, ne, se pravi na enem mestu bi pa nekaj lahko dal, ne, od sebe. Mogoče je to malo iz tega stereotipa, ne, kaj že mora človek narediti v življenju, ne. Sprav knjige še nisem napisal. No, zadnjič mi je eden izmed naših častnih občanov zastavil, ne, da bi bil pa fajn, če bi objavil vse govore ob mislim, da je to sicer imel po govoru na zadnjem kulturnem prazniku pobaral, in moram reči, da mogoče v začetek, ne, tega nekega zbiranja res to, da bom zbral, no, neko najprej elektronsko obliko na enem mestu, vse govore, ki so, predvsem so to stalni dogodki, slovenski kulturni praznik, občinski praznik in županov sprejem v koncu leta, potem smo seveda imeli praznovanje 650-letnice Novega mesta, pa otvoritev olimpijskega centra. Hočem reči, nekateri govori, ki so malo bolj zaznamovali to moje obdobje županovanja. No, to bo mogoče prvi tak približek tej knjigi, no, mogoče pa kdaj še knjiga. Mogoče pa kdaj, nikoli se ne ve. Mogoče pa še res zdaj čisto na koncu, kam se boste, bom rekla takole, v Novem mestu odpravili najraje sami? Zdajle vam dam na izbiro. Torej, imate možnost, da greste na eno lokacijo, kjer ste sami s sabo, imate eno lokacijo, kjer greste z družino, in kam peljete svoje prijatelje. Tako. Zdaj je ta najtežje, kje bi bil sam s sabo, ne. Zdaj v lastni občini je takih mest resnično zelo malo, ne, ker se je težko skriti, ne, kot izpostavljena oseba. Tako da jaz mislim, da sem še najbolj sam s sabo, ko recimo tečem, ker seveda takrat je pa recimo, da nihče ne ustavi, ne, in pol seveda še zmeraj tudi ob teku, no, to me včasih malo moti, zato sem košarko igral, ne, tekom meni glava še zmeraj dela, ne, se pravi, razmišljam in ne morem čisto bom rekel, odklopiti. Tako da recimo, da je to še najbolj tak moment sam s sabo, ne, poleg seveda okolja, domače hiše in vrt pred njo. Zdaj, kar se tiče družine, so zelo lepi kakšni izleti, recimo ali seveda Pobrejanci ali takole, moram reči, da bo reklame naredil za to našo Mahovo pot, ne, recimo en tak sprehod, izlet po Mahovi poti je nekaj zelo lepega. Drugače pa seveda mislim, da res zaznamuje novomeško občino ta res izjemna mreža predvsem
pohodniških poti, upam, da jih bo čedalje več tudi kolesarskih, ne. Čedalje več, no, saj jih je že zdaj kar nekaj. Zdaj s prijatelji, pa je skoraj vsem, ki je to mesto, mislim, da je bolj bistveno s kom si. Tudi jaz se strinjam z vami. Rekla bom na koncu res hvala lepa, da ste nam odkrili kanček svoje zasebnosti. Se mi zdi tudi prav, da ljudje vas poznajo, tisti, ki vas že poznajo, tako ali tako verjetno že veliko od teh stvari vedo, ampak ste v funkciji župana in želim vam uspešno delo še naprej. Po drugi strani pa ste tudi človek, oče, mož, prijatelj in še kaj drugega in se mi zdi, da je prav, da živite tudi to življenje naprej. Prej ste mi sami pred začetkom snemanja dejali, da tudi ta vloga županovanja se enkrat konča in želite potem živeti neko dostojno, dobro življenje, kakovostno življenje z nekimi, bom rekla, notranjim mirom, ne, da ste naredili najboljše, kar ste lahko. Hvala lepa, ker ste se odzvali vabilu in bili gost v našem studiu in vse dobro vam želim. Najlepša hvala za res prijeten pogovor, pa seveda uspešno tudi tebi in seveda vašemu kolektivu. Hvala lepa. Vam, cenjeni gledalci in gledalke, pa samo še povabilo, da spremljate podcast Dolenjskega lista vsak drugi ponedeljek. Zanimivih gostov ne bo manjkalo niti v prihodnje, seveda pa ste vabljeni, da se tudi naročite na naš YouTube kanal in si pogledate tudi kakšno od prejšnjih epizod. Hvala vam za pozornost in vse dobro.